Tole so prizori slovenskih bencinskih črpalk večer pred torkom, ko se je spremenila cena pogonskih goriv, kot sta dizelsko olje in bencin. Cena se je dvignila potem, ko je Ruska federacija 24. februarja napadla Ukrajino. V Evropi od Rusije kupimo skoraj četrtino nafte in polovico plina, ki jo potrebujemo. Nekatere skrbi, da teh surovin ne bo več mogoče dobiti in da se bodo podražile, ker so številne države vpeljale sankcije proti Rusiji. To so nekakšne kazni, s katerimi skušajo Vladimirja Putina, predsednika Ruske federacije, prepričati, da bi vojno končal. Ena od sankcij pa je, da države ne trgujejo več toliko z Rusijo in tako država zasluži manj denarja. Združeno kraljestvo je že napovedalo, da bo do konca leta nehalo kupovati rusko nafto. Evropska unija se zato še ni odločila, dobava je nemotena, je pa že prekinila nekatera druga trgovanja. Ena izmed sankcij pa je tudi, da je Rusija izločena iz sistema SWIFT. To je sistem, s katerim med sabo komunicirajo banke, in zato je ruski denar, rubelj, že vreden veliko manj, kot je bil pred vojno. Ljudje v Rusiji z njim ne morejo več kupiti toliko kot prej, to pomeni, da postajajo revnejši. Poleg tega v Rusiji svoje poslovalnice zapirajo velika podjetja, nekatera začasno. Ker številne države ne dovolijo več, da bi njihov zračni prostor preletavala ruska letala, plačevanje s karticami Visa in Mastercard pa za Ruse v tujini ni več mogoče, ljudje iz Rusije vse težje tudi potujejo. Sankcije so doletele tudi ruske športnike. Izločili so jih s paraolimpijskih iger, ki so prav zdaj v Pekingu. Na Euroviziji država ne bo imela svojega predstavnika in celo ruske mačke ne smejo več sodelovati na mednarodnih razstavah. Slovenija iz Rusije in Ukrajine uvaža tudi veliko žita. Ukrajina vsako leto v tujino proda 50 milijonov ton žita in ji pravijo tudi žitnica Evrope. Oskrbuje pa tudi druga področja sveta. Več kot polovica žita v Libanon na primer pride iz Ukrajine. Če dobava žita ne bo mogoča, to pomeni dražji kruh.